Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V moji družbi pozdravljam evangeličanskega duhovnika v Evangeličanski cerkvi na Hodošu in predsednika EHO podpornice, torej humanitarne organizacije Petra Andrejčaka, s katerim se bova pogovarjala o evangeličanski humanitarni organizaciji, torej EHO podpornici. Gospod Andrejčak, lepo pozdravljeni. Dober dan, lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vabilo. Evangeličanska cerkev v Sloveniji že od leta 1997 nudi pomoč ljudem v stiski preko dobrodelne organizacije EHO podpornica. Kaj je torej namen EHO podpornice? Torej, Evangeličanska humanitarna organizacija podpornica je humanitarna organizacija, ki v svojem delovanju nudi pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski. Je del evangeličanske cerkve, ampak pomembno je, da povemo, da svojo pomoč ne nudi samo članom evangeličanske cerkve, ampak vsem tistim, ki rabijo našo pomoč. Katere aktivnosti pa potekajo znotraj te humanitarne organizacije? V okviru uresničevanja svojega humanitarnega poslanstva izvajamo 3 humanitarne programe. In to je v prvi vrsti prvi in največji program socialni, to je mobilna diakonija, potem pa drugi program pomoč v stiski in tretji pomoč otrokom in mladostnikom. Programi smo razdelili na podlagi tega, kakšnim uporabnikom nudimo svojo pomoč. Se pravi, pri mobilni diakoniji so to predvsem starejše osebe, starejši ljudje in tudi bolni ljudje. Pri drugem programu potem pa nudimo svojo pomoč mladim družinam oziroma mladim posameznikom. Tretji program pa tudi ime programa je takšno, da nudimo svojo pomoč otrokom in mladostnikom. Kako pa je financirana organizacija in čemu služijo ta finančna sredstva? Naša humanitarna organizacija je financirana iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, torej vsako leto se prijavimo na razpis te fundacije, potem je financirana tudi z prostovoljnih prispevkov ljudi. Podpornica razpolaga tudi z bolniškimi posteljami. Kakšne so te postelje, komu so namenjene? Izposoja bolniških, negovalnih bolniških postelji je vsebina prvega programa, torej mobilna diakonija. Trenutno jih imamo na razpolago okrog 350. Pravzaprav trenutno nimamo toliko na razpolago, večina teh električnih bolniških postelj je v izposoji. In nudimo jih ljudem, ki so po operacijah, ki so neozdravljivo bolni, starejši in tako naprej. Gospod Andrejčak, ali sta prostovoljno delo in dobrodelnost v zadnjem času cenjena človeška dobrina in če nista, torej kje vi vidite pomanjkljivosti? Ja, jaz mislim, da je prostovoljno delo v naši družbi, v državi zelo cenjeno, ker tudi nenazadnje mi potrebujemo pomoč prostovoljcev in tistega časa, ki nam ga namenijo. Naprimer, v naši humanitarni organizaciji večina dela poteka preko pomoči prostovoljcev, ker mi smo ena mala humanitarna organizacija, katera ima zaposlene samo 3 osebe, se pravi, vse nekako stoji in pada na naših prostovoljcih, ki jih imamo po naših cerkvenih občinah, torej imamo eno mrežo prostovoljcev, ki nam veliko pomenijo, to, da nam namenijo svoj čas in da preko njih potem lahko najdemo prav tiste osebe, ki potrebujejo našo pomoč, ampak nekako se do zadnjega sramotijo zaprositi za pomoč. Na koncu najinega pogovora še naj poveva, da pomoč EHO podpornica ni namenjena samo evangeličanskim vernikom cerkve, ampak tudi vsem ostalim ljudem, ki potrebujejo pomoč. Ja, kot sem že rekel, naša pomoč, te aktivnosti
v naših programih so namenjene vsem ljudem, ki potrebujejo našo pomoč, ki nam pošiljajo svoje prošnje za pomoč, ali da je plačevanje položnic in računov, veliko prošenj. Zdaj imamo ob koncu leta, to je vsako leto, in se trudimo, kolikor smo finančno zmožni, pomagati vsakemu. Kakšni so načrti Eho podpornice v naslednjih letih? Zdaj zadržati to poslanstvo, zaradi katerega smo bili tudi ustanovljeni v naši cerkvi, torej pomagati ljudem, ki nucajo, ki potrebujejo, ki so se znašli v stiski. Potem pa imamo tudi neke druge načrte, ki so povezane z gradnjo prizidka pri Evangeličanskem centru, kjer bi nekako ustvarili tak center za našo humanitarno organizacijo, ker zdaj delujemo še v Moravskih Toplicah, deloma tudi v Tešanovcih, kjer imamo skladišče za humanitarni material in tudi bolniške postelje, ampak želimo si biti prisotni v Murski Soboti z vsem, kar obnaša, torej naše delo. Gospod Andrejčak, kaj bi še dodali? Kaj bi še povedala? Da bi delovala tako, kot je delovala tudi v času, ko sem še ni bil del te humanitarne organizacije, da bi bili zmožni, samo to je odvisno od priliva finančnih sredstev, daril in donacij in tako naprej, da bi pomagali čim večjemu številu ljudi, ki nas prosijo za pomoč. Je opaziti dosti ljudi, da se obračajo na pomoč na vašo humanitarno organizacijo? Ja, opaziti je, kot sem že rekel, ob koncu leta, november, december, je veliko prošenj za humanitarno pomoč, ampak tudi preko celega leta delujemo, aktivno se vključujemo v tisto pomoč, tudi v sodelovanju z drugimi humanitarnimi organizacijami, kot je tudi Rdeči križ oziroma Škofijska Karitas Murska Sobota. Gospod duhovnik Evangeličanske cerkve na Hodošu, Peter Andrejčak, hvala vam za ta pogovor. Želim vam lepe praznike in uspešno v novem letu 2025. Hvala lepa za vabilo in tudi vam želim mirne in blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto.